V kaj polagaš svoje upanje? Kakšno upanje nekaj? Prihodnost se zdi temna in mračna. Zato je nujno, da je naslednji korak naše adventne poti premišljevanje o upanju. S prejšnjima 2 tednoma smo postavili temelje za to. Premišljevali smo namreč že o Božji veličini, o tem, kdo Bog je. V 2. tednu smo opazovali našo nepopolnost in nepopolnost sveta, v katerem je neizbežno, da nas obdaja tudi tema. Danes pa bomo pogledali, kaj je tisto, kar nas žene skozi stisko in temo. Upanje. Upanje je res najbolj krhka vrlina. Preko njega gledamo v prihodnost, za katero nimamo vedenja, kakšna bo. Francoski pesnik Charles Péguy ga primerja z majhno deklico, ki stopa ob drugih 2 teoloških krepostih, veri in ljubezni. Ti sta mnogo bolj razumljivi. Upanje pa se ne razume samo po sebi. Da bi upali, moramo prejeti veliko milost. Kako torej upati? Poglejmo, kaj o tem pravijo psalmi 46, 72 in 27. V psalmu 46 je zapisan temelj našega upanja. To, da je Bog z nami, Emanuel. Gospod nad vojskami je z nami, trdnjava nam je Bog Jakobov. To je tudi prvi psalm, ki opisuje goro Sion, kjer je sezidano sveto mesto Jeruzalem, kjer je bil tempelj. Tempelj je bil za Juda edini kraj, kjer je prebivala Božja navzočnost. Tempelj je bil garant tega, da je Bog z ljudstvom. Tudi takrat, ko je bilo ljudstvo najbolj na tleh, je bil tempelj sveto znamenje, da Bog ostaja z ljudstvom. Psalmist opisuje: Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo, Bog mu bo pomagal ob nastopu jutra. Vendar že Jezus reče Samarijanki, da bodo pravi častilci častili Boga v duhu in resnici. Kasneje pri Pavlu lahko beremo, da je naše telo svetišče, tempelj svetega duha. Naš duh je torej kraj srečanja z Bogom. Tako lahko beremo tudi ta psalm. Prebivališče Boga je naš duh. Prisotnost Boga v našem duhu je garant in svetlo znamenje, da je Bog v njeni sredi. Tudi v najhujši situaciji, v najhujši temi, je to edina luč, ki ostane. V tem času veliko upov polagamo v različne stvari. V denar, v tehnologijo, v to, da se bodo ukrepi kmalu sprostili, v cepivo. Mislimo, da bo to razsvetlilo naše življenje, da bomo v tem našli veselje in polnost življenja. Cepivo bo mogoče rešilo naše fizično življenje, ne bo pa rešilo naše duše. Cepivo nam ne more dati polnosti življenja, ne more nam dati Božje navzočnosti. Za nas kristjane je logika drugačna. Mi vemo, da naše upanje ni v stvareh in določenih razpletih situacij, ampak je v osebi. Je v tem, da Bog ne glede na zunanje okoliščine ostaja z nami. Naša prihodnost je v njegovih rokah. V psalmu 72 lahko naprej raziskujemo osnovo za naše upanje. Je eden od 2 psalmov, ki jih uvodne vrstice pripisujejo kralju Salomonu, in je eden od 10 kraljevskih psalmov, kar pomeni, da se osredotoča na opisovanje judovskega kralja in v tem psalmu tudi njegovega potomca. Ta psalm je bil del slovesnosti ob kronanju kralja. To je njegov prvotni namen. Ko ga preberemo, lahko v tem psalmu hitro prepoznamo zelo znano podobo iz evangelijev. Reševal bo sinove ubogih, v njegovih dneh bosta cvetela pravičnost, vladal bo od morja do morja, od veletoka do koncev zemlje. To so podobe, ki jih ponavadi povezujemo z Jezusom, še posebej v bogoslužju adventnega časa. Vendar z vidika nastanka ne moremo govoriti o mesijanskem psalmu. Mesijanski psalmi so psalmi, ki so že v času nastanka govorili in napovedovali Mesija, maziljenca, ki bo prišel rešiti ljudstvo. Kljub temu pa lahko ob razvoju biblične teologije vidimo, da je očitno vplival na ostala mesijanska besedila, ki jih najdemo pri Izaiju in Miheju, in je tako vplival tudi na samo idejo o Mesiju. Kdo je Mesija? V judovski teologiji o poslednjih rečeh se je razvila ideja, da bo ob koncu sveta Bog poslal Mesija,
Davidovega potomca, voditelja, ki bo vodil Izrael v obdobje miru in sožitja. Na figuro se je gledalo z različnih perspektiv, tako kot verskega prenovitelja, kot tudi političnega vodjo, ki bo porazil sovražnike. Predvsem naslednje smo lahko pozorni ob Jezusovem soočanju s pričakovanji, ki jih imajo ljudje do njega. V njem je zaradi znamen, ki jih je delal, veliko ljudi prepoznalo Mesija, vendar so pričakovali, da bo njegova vloga drugačna, predvsem da jih bo rešil rimskega vladarstva. Kristjani smo prepričani, da je Jezus ta Mesija in kralj, ki so ga Judje pričakovali in ga pričakujejo še danes. Tako beremo tudi Psalm 72. Jezus je kralj, ki je prinesel mir ljudstvu, ki je rešil ubogega, ki vlada od morja do morja. Verjamemo torej, da je Bog odgovoril na upanje judovskega ljudstva, čeprav na drugačen način, kot so pričakovali. To je torej tudi razlog za naše upanje. Bog tudi nam obljublja mir in rešenje, oziroma kot smo govorili pri Psalmu 46, nam obljublja, da bo ostal z nami. Če se ni izneveril Izraelu, se tudi nam ne bo. Judovsko ljudstvo je večkrat obupavalo, ali bo Bog res izpolnil svoje obljube. Tudi takrat, ko je najtežje, ko se zdi, da je Bog pozabil na nas, vemo, da dokler je Kristus kralj našega življenja, bo ostal z nami. Bo Emanuel. Psalmist nas v Psalmu 27 spomni še na končni razlog našega upanja. In sicer zapiše: Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo v deželi živih. Tako kot pri prejšnjem psalmu, psalmist ni imel v mislih Mesija, pa se njegov psalm kljub temu bere kot napoved Mesija. Prav tako tukaj verjetno ni imel v mislih nebes, pa se psalm vseeno bere v tem smislu. Ni popolnoma jasno, na kaj se je psalmist navezoval. Nekateri razlagalci Svetega pisma pravijo, da na tempelj, drugi da pač na deželo, v kateri bo vladal Davidov potomec. Gotovo pa ne na posmrtno življenje z Bogom. Judje še v Jezusovem času niso bili poenoteni, ali to obstaja. Samo spomnimo se polemike Jezusa s Saduceji, ki so mu postavili vprašanje o ženi, s katero je bilo poročenih več bratov. Vendar pa danes ta psalem lahko beremo v luči tega, kar nam je povedal Jezus. In on je bil izredno jasen, kaj se zgodi po smrti. Na mnogo mestih je govoril o večnem življenju in o nebesih. Ne samo to, Jezus je smrt premagal in nam odprl vrata v deželo živih. Podaril nam je svoje božje življenje. Vso staro zavezo so Judje lahko le slutili, kaj jih čaka po smrti. V tem psalmu vidimo slutnjo in hrepenenje psalmista po življenju. Jezus nam je razodel, da je ta slutnja pravilna. Pokazal nam je, da je to življenje prehod v večnost. Spominja nas, da je končna postaja našega upanja drugje, v večnosti. Bog bo zavedno ostal z nami in mi v njem. V hiši nebeškega očeta je mnogo bivališč in Jezus je prišel, da pripravi prostor. Tudi tebi. Pri njem imaš pripravljeno svojo hišo, ki bo ravno pravšnja zate, saj si bil ti ustvarjen zanjo. To je obljuba, ki nam jo daje on. Molitev tega tedna je izročanje svoje prihodnosti v Božje roke. Umiri se, globoko zadihaj. Lahko svoje roke položiš na kolena, z dlanmi obrnjenih navzgor v drži izročanja. Moli molitev izročitve z besedami: Gospod, svoje življenje izročam tebi, svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. V zdravju in bolezni, v življenju in smrti pripadam tebi. Ves sem tvoj. Želim sprejeti vse, kar imaš pripravljeno zame. Verujem in upam, da si ti vedno z menoj v tem življenju in v večnosti. Hvala ti za to tvojo navzočnost. Amen. Želim vam lep 3. adventni teden in naj nas spremljajo zadnje besede Psalma 27. Upaj v Gospoda, bodi pogumen, tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda.